če ljudje v nedeljo arbitražni sporazum zavrnejo, alternative niso dobre. Prav gotovo, da ne. Predvsem pa to, kar smo danes slišali, z veliko težo daje prav arbitražnemu sporazumu, kajti pokazalo se je, da morebitni ugovori izhajajo predvsem iz nekega strahu, nekega nepoznavanja, neke iracionalne skrbi, da bo zadeva rešena na način, ki nam ni po volji. Mislim pa, da smo slišali zelo veliko argumentov, ki povedo, da je to ugoden arbitražni sporazum in da ga je treba zato podpreti. Zdaj, seveda, jaz ne bi želel špekulirati o posledicah, slišali pa smo v današnji razpravi, da potem dolgo časa ne moramo pričakovati rešitve problema in da tudi Slovenija ne sme imeti iluzije, da bo lahko karkoli vsilila. To ni realno in bolje je, da s takimi nerealnimi idejami ne obremenjujemo časa pred referendumom. Ta arbitražni sporazum Sloveniji ničesar ne prinaša. Seveda odnaša gotovo neposredni stik teritorialni z odprtim morjem, odnaša nam verjetno močne dele teritorija na kopnem in nam seveda odnaša tudi zračni prehod v odprto morje oziroma izven Slovenije. To so odločitve, ki ne morejo biti utemeljene na nekem riziku. Slovenija se je morala pogajati z 100% prepričanjem, da vse to imamo in ohranimo, kot smo imeli v Jugoslaviji. Če pa ostane tako, kot je, pa ne utrjuje sredinske črte, ampak utrjuje pravico do celotnega Piranskega zaliva v seveda lasti in posesti Republike Slovenije. Mi se ne moremo odpovedati celemu Piranskemu zalivu, ker smo izvajali vse upravne, sodne in druge pristojnosti v celotnem Piranskem zalivu. Zakaj bi bilo modro ne podpreti arbitražnega sporazuma? Ja, jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker je z izjavo Hrvaške, ki jo je ta vključila v svoj zakon o ratifikaciji arbitražnega sporazuma, postal ta sporazum precej neuravnotežen. Namreč ne gre samo za vprašanje mednarodno-pravnih vidikov te izjave Hrvaške, ampak predvsem za notranje ustavno-pravne učinke, ki jih bo imela ta izjava na Hrvaško, in pa tudi seveda na njenega zakonodajalca, če bi se zgodilo, da bi v sodbi arbitražnega sodišča bil določen neposredni teritorialni stik Slovenije z odprtim morjem. Za tak primer se je Hrvaška seveda z dvotretjinsko večino pravzaprav nekako zavarovala, da je nič, kar bi lahko pripeljalo do tega rezultata na podlagi arbitražnega sporazuma, ne zaveže. Mednarodno pravo imamo prav zato, da rešuje takele spore. In če sami govorimo, da nam mednarodno pravo ne daje pravic, za katere mislimo, da nam grejo, potem je s tem nekaj popolnoma logično narobe. Torej, ali so naše domišljija te pravice, torej naša utvara, potem sploh niso pravice, ali pa ni res, da nam jih mednarodno pravo ne bi v nekem postopku priznala. Jaz se ne bojim, da ne bi dosegli maksimum, kar se da. Seveda pa, gotovo pa to ni maksimum tisti, ki si ga nekateri predstavljajo, da bi ga morali dobiti. Ampak rešitev, s katero bomo lahko živeli in bo na nek način pravična, pa mislim, da lahko na ta način. In to je bil moj glavni razlog. Saj jaz nisem bil za to, da bi rinili na vrat na nos v to rešitev. Ampak zdaj smo tu. Zdaj jo lahko samo rečemo, da jo zavrnemo in zamrznemo sedanje stanje za dolgo časa ali pa sprejmemo to. In se mi zdi ta trenutek boljša rešitev za kredibilnost Slovenije, bolj sprejemljiva, če jo sprejmemo.